jo sprejela, ali bi se ti zdelo, da je preveč agresivno lahko vate? Ful odvisno, ker naprimer, ko sem dobila lekturo nazaj, je bila moja prva reakcija in sem pravno rabila 4 ure, da sem predihala in potem sem klicala Simono iz založbe in sem rekla, Simona, z enimi stvarmi se ne morem strinjati, zdaj sem prav rabila čas, da sem predihala, ker prej bi samo upila, ne dovolim izdati. In pa rekla, ne, Mojca, lej, pa se veš, avtor ima glavno besedo, mislim, Simona je res izjemno spoštljiva. Kjara, ne založba. Ja. In tako je bilo, pol je rekla, ti pa idi čez in požegnaj. In sem rekla, lej, tisto, kar je slovnično, sploh, mislim, absolutno, ne. Potem sem pa za ene stvari res, ker so z razlogom, ne vem, stilno obarvane, ali pa z razlogom so tako in tako zaradi neke ritmike, ne. In sem rekla, ne, enih stvari ne morem. Ene pa sem tudi pač sprejela popravke, ampak sem si vzela čas. Sem si vzela kakšen dan, pa sem razmislila, pa sem šla še enkrat prebrati, pa sem rekla, ne, pa se v bistvu je boljše tako. Ker to, kar sem jaz brala, to je res kvalitetno napisano. Mislim, ti imaš občutek za jezik, ne? Naprimer, jaz vem samo, a veš, ne vem, če ljudje vejo, in to bi zdaj tudi mogoče rada povedala, mi, ko imamo naprimer tudi tekst v teatru, ne? In imamo originalen tekst, zdaj delamo naprimer angleški tekst, slovenski prevod, in mi se skoraj mesec dni ukvarjamo s tem, kaj je hotel on v originalu povedati in kako se to pove v slovenščini. To so take nianse, jaz ne vem, a ti to veš? Ne, jaz ful knjig berem, jih berem v angleščini, seveda v originalu, ali pa kdaj jih preberem v slovenščini, pa mi ni čist jasno, kdaj pa preberem v originalu, pa je v bistvu čist druga zgodba. Ker sploh, ne bom zdaj nobenega kritiziral, ampak obstaja en zelo popularen zbirka romanov, ki jih je en Slovenec prevedel. Ne? In jaz sem prebral originale in potem seveda, ker sem knjigofil, sem išel v slovenščini še enkrat prebral. In je totalno druga zgodba. Totalno drugo zgodbo naredi človek, ki prevaja besede, ne pa zgodbe. Ne. Tako da ta avtorski, se pravi ta tvoj stil, a ti to zavestno čutiš, ko pišeš, ali samo veš? Jaz se že tako, ko delam vloge, mi je zanimivo opazovati, ker se mi zdi, da eni liki si želijo, da jih jaz sestavim iz sebe, eni si pa želijo, da se sami v bistvu, razumeš, skozi mene zrealizirajo. In tle, ko pišem, se mi tudi zdi tako, da določene stvari, ki jih pišem, od mene zahtevajo, da sem sam malte neko kanal, da sem toliko subtilna, da v bistvu spustim. In zato, naprimer, ne spomnim si Kira, za eno vem, da sem se usedla, ker sem imela prav tako navdih in sem sedela 8 ur v kosu, sploh nisem ostala ne za lulat, ne za nič, in sem 8 ur pisala, zlila se je od prve črke do zadnje pike, ampak pol sem padla dol, kot da bi me izklopil, ker bi morala iti, v bistvu bila sva s Klemnom brez otrok in on je imel zvečer koncert, pa čez dan je ne vem nekaj snemal in sem rekla, jaz bom čez dan malo delala, zvečer se vidiva, pridem na koncert. Nisem mogla, ker sem bila gotova in je res bilo tako, veš, kot da bi celega sebe dal not in sem spala tudi pol, kot da bi, veš, kot da imaš virozo. In sem videla, ene se niso tako zlile, ampak sem morala ful čakati, ker sem probala, veš, kaj eni pravijo, to je larifari, da moraš čakati na trenutek navdiha, samo sedi se, delaj. In sem šla pisati, ampak ni bilo, hvala Ema, kako si prijazna. Hvala. Je bila druga senzibiliteta zadaj in sem vsakič morala počakati na pravi trenutek, da je prišlo do stika, da tisto, kar je bilo prej napisano in novo, da se je iztaknilo. Ker jaz sem ful občutljiva na to, lahko je nijansa, ampak čutiš, da je v drugem stanju pisano, ne vem. Ja, to pomeni, ker meni tudi, zdaj sem si kar malo dahnila, ker jaz se ne morem usesti pa začeti to knjigo, ki jo jaz delam, zato je tudi toliko časa že, ne, ker enostavno ne morem, ko pa se usedem in se počutam, naprimer tudi jaz, da bi kar z mene tekla, in sem pol zmatrana fizično, ker cela grem v zgodbo,
Tako da sem čist fair tudi na koncu. In prav počakati moram na to. To pomeni, da in potem naprimer, pride nekdo za tem, ko te stavke zaradi slovnice naprimer, drugače postavlja, je res zelo vprašljivo, oziroma mora biti res dober razlog, da jih lahko spremeni. Ne? Jaz pri lekturah opažam to, da ogromno jih lektorira na način, kot da bi lektorirali, ne vem, navodila za uporabo. Ja. Ali pa nek priročnik. Ampak leposlovje ima čist, se mi zdi, druge zakonitosti. Ja. In ne vem, se mi zdi, da že sam lektor za leposlovje mora imeti prirojen čut za besede, za to, Ja. veš, ker mene zmoti, ja, mogoče bi se pravilno, veš, bilo bolj tako, ampak že Ja. ta ritem nekam zapelje drugam, Ja. neko emocijo drugačno prebudi v tebi, ne? Ja. In to je tudi razlika med dobro literaturo in slabo literaturo. A se vama zdi, da mi to ločimo? Jaz mislim, da nekje globoko v sebi te stvari, te nianse nagovarjajo. Da tudi, če ti rečeš, jaz nisem glih toliko subtilen, nimam glih toliko občutka, mene potegne zgodba, naprimer, ampak mislim, da nekje spodaj, neke naše globlje plasti so nagovorjene. Ja. Zato, ker te nianse, rečemo, da besede same, kako so pač danes skupaj, ti govorijo zgodbo. Ampak te nianse spodaj, se pravi ta melodika, ritmika, vse to pa nagovarja neko tvojo podzavest, neka čustva, ne vem, celične spomine, a veš? Tako kot sem ti rekel za Janeza Hudovernika, ki je bil tle za knjigo njegovo, da sem marsikero izmed teh stvari, ki jih je on napisal, sem že bral v drugih knjigah, pa me niso tako potegnile, kakor me je pa tako, kakor je on napisal. Sem pol to začel implementirati v svoje življenje. Valjda. Ja, jaz, na primer, pri pravljicah nekaj, jaz nisem več tako. Jaz sem tako, kot ti, ko sem imela, ko so bili oni majhni, sem se jaz s pravljicami ukvarjala, tale Zlati prah sem snemala in tako, mislim, jaz to popolnoma vem, razumem, kako je, ko imaš otroke in si igralka, kako se to fokusiraš. Ampak zakaj si ti ravno pravljice spomnila pisati, ne? Veš kaj, tale zimska je v bistvu, sem jo začela pisati, ko je bila Mila še čisto mečkana. Se pravi, Mila je zdaj stara 15, po mojem je 12 let nazaj, v Izoli. Ko sem jaz, ona se pravi, dokler ni šla v šolo, je šla kdaj kar pol z mano dol, ko sem imela vaje, ko sem bila zaposlena v Koperskem gledališču. In je bila pol pri moji mami v Izoli. In jaz se spomnim, da je ona šla po kosilu spat in jaz sem šla tudi tam med eno in drugo vajo malo počivati. Ampak med tako sem dobila neko idejo, ker sem pa od nekdaj ful rada pisala in sem kar začela na roke pisati v en blok in se je to začelo zlivati. In sem jo napisala, ampak je bila 2-krat toliko dolga, ful preveč zapletov, ful preveč vsega. Mislim, tudi to se pol učiš, ne? In tako kot sem že nekje povedala, jaz sem v tem silnem navdušenju takoj poslala na 2 založbi. Ena ni niti odgovorila, za ene so pa zelo lepo prijazno odgovorili, da pač ne, ampak da naj pišem dalje. In potem mi je pa ena prijateljica čistko omenila in rekla, joj Mojca, ampak ti imaš v tej pač zimski toliko enega materiala, da bi lahko v bistvu 4-letni časi bili. In me to ves čas toliko kljuvalo, da pol pa, ko sem dobila to diagnozo in ko sem ful mal začela delati zavestno, ker sem vedela, da rabim energijo zase, mi je bilo tako grozno, ampak tako, ko si zreduciran na v bistvu samo na delovanje kot partnerka, gospodinja, mama, ne? Ja. Ker ni bilo prostora za kreacijo, mislim, vsi, ki kreiramo, je pa to zelo pomemben del tebe, pomembnejši kot skoraj vsi, mislim, ne? Ja, to je tista osnova, da si sploh zadovoljen pa srečen. Sej si kreativen, ni tako v stvareh, kreativen si lahko že, ko sesaš, kreativen si pri kuhi, ampak tako. In pa je bilo, videla sem, koliko otrokom pomeni, koliko jim pomeni, ko gledajo starše, ki ustvarjajo, ki neko idejo potegnejo in jo zrealizirajo v to realnost. Naprimer Milin očka, režiser, potem fanta, kako klemna, vsakeč, oči nov video ali pa ne vem, ko ima vdajo. In jaz sem pač ki tam peče kruhci, ne, super, ampak, ne. In potem sem neka vraga milega,
kako bi bilo fajn, da zdaj, dokler so še majhni, pa jim te knjigice toliko pomenijo, ne, pač se brcnem v rit in dejansko sfiniširam ta osamljeni gaj. In vidim, koliko jim je tudi pomenilo, da so bili testna publika, ker sem skozi in brala polje, kaj se ti zdi, a je to v redu, a to razumete ali tako. In ko sem prinesla škatlo v dnevno in so rekli, kaj imaš to? In sem rekla eno presenečenje in smo odprli. In ko so, mama, to so tvoje knjige, to so res tvoje knjige. Mi je bilo, a veš, in je tudi posvetilo not za njih, vidiš, za Žajfico, Grmička in Žverco. Mila, Ruj in Lev. Žajfica je Mila, Grmiček je Ruj in Žverca je Lev. Kako si pa ti zdaj, ki si slišal to zgodbo, naprimer, kako ti si tudi bil v bistvu del nekega mojega ustvarjalnega življenja, kako si pa ti to doživljal? Ne vem, jaz zdaj gledam, ko sem razmišljal o Tamali, sem razmišljal, da imamo zelo podobno življenje, da smo v družbi kreativnih ljudi, predvsem žensk, spet. Meni je bilo fenomenalno, ne. Spet jaz skozi njo ful stvari doživljam. Ne. Jaz se spomnim, kako sem si želel tudi jaz biti skozi zraven, koliko mi je to pomenilo. Predvsem se spomnim tistega tvojega zlatega prahu, ko sem šel še parkrat s tabo snemati. Bolj mi je pa zanimivo zato, ker sem si jaz tudi vedno želel knjigo napisati. In z veseljem poslušam, no? Z veseljem poslušam, kako to počnete, kje začeti. Ja, ker te pravljice so fenomenalne. Mislim, jaz sem jih takole na dušek prebrala, potem sem jih seveda skrila, ker so namenjene tudi eni moji dragi osebi. In veš kaj, nisem več tako zelo v toku s temi pravljicami, ampak kar vidim tako, so take slabe ilustracije, skoraj nič teksta, ali pa tako banalen tekst v pravljicah, da se mi zdi, da se tudi tukaj v bistvu svet kar malo kvari. Mi pač res zdaj ogromno tega seveda prebiramo, ne, ker sta ta mala dva še toliko stara in nosimo kupe iz knjižnic. In ja, mislim, veliko je čudovitih, ampak se mi zdi, da sploh zadnja leta se toliko enih stvari natisne, da ko doma berem, je prav ono, moj bog, pa komu je to padlo sploh na pamet, da bi investiral denar v to. Ja. In res en tak občutek je, da imaš občutek, da se ljudem zdi, saj za otroke napisati, kar pa je, kar nekaj. Ja. So kakšne zgodbe tako brezvezne, da sploh ne štekam, kaj so hoteli povedati, neki čudni zapleti, neke živalice ali pa neke zadeve. Ja. In tudi ilustrirano se mi potem zdi, da je vse tako. Ne? Ja. Jaz sem jih hotel reči, da mi smo kar malo preskočili ta obdobje ilustriranih teh, zaradi tega, ker to je vse tako, kot ste rekli, to tle nekaj piše, pa nekaj čudna žirafa gor in vsega skupaj je 10 strani in potem je konec. Otrok ni nič odnesel v bistvu tega. Tako da so kar preskočila ilustrirane knjige. Smo šli takoj na tiste, ki nimajo ilustracij. Ne. Pa pride pa vsake toliko pa kakšna zbirka, ki je pa fenomenalna, ki pa pol en mesec porabim za to, da jih najdem vseh 12 delov, recimo, ne, a veš. Ne, ampak to so tudi lepe ilustracije. Veš, jaz sem zrasla, saj veš, mi smo zrasli z Marlenko Stupico, pa z unimi, a veš, slikcami, ki si se kar potopil od mehkobe noter. In te male tudi. Ne? Vesna Benedetič je izjemna ilustratorka, ampak kar je mene tudi tako veselilo, da je Simona, Hana Boc iz založbe Kiara, res tako, mislim, nisem imela občutka, da bi me nekdo, a veš, najel oziroma rekel, ja, mi bomo izdali, daj nam tekst in ti si zdaj upravljan, ne vtikaj se. Ampak vsak korak je bil, ne vem, za ilustratorko mi je skozi pošiljala neka imena in sva čakali trenutek, da sva obe začutile, ja, to je to. Ker meni se zdi, da je, jaz si na primer želim, ker pišem spet nove stvari in si želim z različnimi ilustratorji delati, ne? Ampak se mi zdi, da moraš začutiti, kdo je prav za nek tekst, ne? In tako da sva začutile pri Vesni obe, ja, to je to. In za papir sem pa bolj jaz rekla, meni je ful pomembno. Jaz vem, ko berem, to je že prvi stik z zgodbo, ko ti odložiš roke gor. In sem rekla, jaz ne želim tistih
glosi papirjev, ki delujejo hladno. Ja. Kot da bi te odbijale, veš, kot da bi Ja, ogledalo ja, tikal. ja, Vse, ja. To že mora biti ena mehkoba, ki primeš, ker že dotik je zdravilen. A veš, že dotik, ki primeš, te ponese, kot da bi te namehčal, da si ti pol pripravljen te besede sploh sprejeti vase. In smo se ogromno s papirjem ukvarjali, smo prinesli cele kupe slikanic in smo šlatale to in tipale in gledali, kaj meni to naredi, kaj mi to ne naredi. In se mi zdi, da je pomembno, ker danes je ogromno tega, da se gleda, dajmo na kitajsko tiskati, ne? In Simona reče, ne, dajmo podpreti slovenske tiskarje. Ja, Res, da bo prišlo mogoče malo dražje, ampak dajmo, veš, moramo biti skupnost. In osamljeni Gaj glih o tem govori, o pomenu skupnosti. Res, da je ta glavna junakinja Polonca, vedno ona pride do ideje, kako bo nastalo, ne vem, situacijo rešila. Ampak brez skupnosti, ki jo vsakič podpre, vsakič verjame in stopi za njo, ne bi nič njenega bilo realiziranega. A veš? Ja. Pa to si zdaj povedala nekaj, kar se tiče tudi odraslega sveta. In to je tudi ena še dodatna dimenzija teh tvojih pravljic. A veš, da jaz sem, ko sem jih začela brati, jaz sem rekla, pa se to je slovenski, mislim, niso primerjave v redu, ne, ampak slovenski Bukaj, a veš ti, tvoja sporočila, ja, ne, mislim, tvoja sporočila govorijo tudi nam odrasli. Vse pravljice so brezčasne, a nehamo, ko smo odrasli, pravljice brati, ali kaj? Ne. Zdaj pa mene zanima, meni pa nisi dala knjig za prebrati in zdaj pa sedim in se sprašujem, zakaj nisem tega uspel prebrati še jaz. No, ampak Nekaj namreč od Bukaja je ravno tista zgodba meni najbolj udarna, najbolj si zapomnim. Od vseh knjig, ki sem jih prebral, in vse zgodba o Slončku najbolj. Ne? ja. A veš, kakorkoli napisal fenomenalnih knjig, mi je tista... Ja, tlele ima še eno, se jaz jo že prebrala, pa je ne bom zdaj prebrala, v tistih 4 letnih časih, kako, mislim, ti se dotakne vsakega človeka in jaz, če bi mislim, tudi kakšnemu odraslemu dala to knjigo. Kaj pa prav, da odrasli ne moramo pravljic brati? A je to kakšno pravilo? Ne, to je spet po mojem neka to, a veš, Ja. neka floskula, ki začne veljati za splošno tako, ne. Ja. Ker jaz vidim, grem v konzorciju strašno rada prav hunim policam, kjer so v bistvu ta dela iz raznih sejmov, Ja. ilustratorskih in uživam v tem in si prav vsakeč rečem, mater, to bi prav nakupila, ker mi je tako, tudi če ne razumem tistega jezika, so take ilustracije že, da te res tako ponesejo, ne, nekam. Kar umetnost oziroma ta neverbalni jezik se te dotakne, Ja. ne? Ja. No, ampak ti imaš tu zgodbo, a veš, moja je zgodba o tem, o 4 letnih časih v človeku tudi, ne? Tako lepo razloženo. In če si v nekoga zaljubljen, naprimer, mislim, to pravljico odneseš, a veš, kako se dotakne, ne? A veš, človek je tisti, ki je pogumen, ima vse 4 letne čase v sebi, drugače imaš pa samo, zdaj jaz s svojimi besedami, lahko si pa samo zima vase potopljen in noter v tisti, malo ti je hladno ves čas, ne, in si malo pokukaš in rečeš, ne vem, a bo prišla pomlad ali ne, in jo čakaš celo življenje, ne? A ni tako? Ja, jaz sem tudi v osnovi, ko me glede ena novinarka za Ono Plus je rekla, da je prebrala in da njej se zdi, da sem jaz tako poletje, ne? Ja. Sem prav razmišljala in sem rekla, ja, se mogoče, tako veš, verjetno tako veš, ko gledaš v Ajurvedi ali karkoli, Ja. ne? V neki osnovi verjetno ja, s to svojo, itak ta primorski temperament, pa glasnost, pa gromko se smejim, pa rada se objemam, pa ne, vse povsod me je. Ampak glih skozi ta proces samoozdravljanja sem morala se spoznati tudi s svojimi ostalimi 3 letnimi časi in jih vzljubiti, jih integrirati in se zavedati, da so tudi oni del mene. Ja. In se ne ustrašiti jeseni, ko stvari odpadajo in se pripravlja vse, da bo zamrlo. Ne se ustrašiti teh stvari, ampak vedeti, da se točno tam skrivajo največja darila. Čeprav je težko, kot si rekla, prideš v del sebe, kjer se počutiš popolnoma sam, kot da ni nikjer nikogar, ki bi te bil sposoben slišati, razumeti, ta občutek
nekega hladu, a je sploh še kje življenje, a bom sploh še kdaj kje pognal korenine, a bom sploh še kdaj kje vzcvetel. Ne? Ampak ko v bistvu sprejmemo to cikličnost znotraj sebe, se začnejo dogajati čudeži. To morali prebrati odrasli ljudje. Mislim, glede na to, kakšne debate imamo in kako te zdaj poslušam, se mi zdi, da je mogoče pa to pravi način, kako priti do ljudi, ker veš, mi vsi uporabljamo neke grandiozne besede, vsi velike besede, kako delo na samem sebi, pa meditacije, pa afirmacije, pa manifestacije. Če bi na ta način lahko ljudem, a veš, da bi več ljudi prebrali tako zgodbo, bi jim po mojem bilo veliko bolj jasno. Tole, kar sem jaz tebe zdaj poslušal, ne, to se pravi, so teme, ki jih mi dva zdaj že eno leto razglabljava, ne. Ampak se mi zdi, da se ne primejo tako, kot bi se recimo lahko to parili. Ja, da bi na ta način razložil. Da bi pravljice tudi na pravljice. Ne samo za otroke se mi zdi fenomenalno. To za otroke sploh, zdaj, ko so navajeni na tablicah viseti cele dneve in ker v bistvu jaz to delim, pazite, tvoje take gledajo risanke? Ja, midva sva taka grozna starša, ki odrejata minutažo in izbirata, kire risanke lahko. To me je zanimalo. Vedno en od naju, če se le da, gleda zraven, da je občutek, da nimajo občutka, da gledajo risanke zato, da si midva kupiva mir, ampak da je to neka skupna aktivnost, druženje. Ne? Mislim, gledajo kdaj sami, ko imava res paniko, ampak tudi takrat midva določiva, kire lahko. No to me zanima, zato, ker so tudi, zato sem hotel vprašati, če veš, kakšne risanke zdaj gledajo otroci. Brez repa in glave, ne. Vse skupaj, to je veliko barv, pa vsi kričijo, pa vse je slovensko. Ja, to je rekel Rajevič, da je namerno, zaradi tega, ker tako dobivajo možgani toliko impulzov in to je v bistvu dopamin, oziroma to gre v čisto odvisnost, tako močno odvisnost, kot je heroin. Tega se starši verjetno res ne zavedajo. Jaz, hvala Bogu, vas vzgajala, ker še tega toliko ni bilo. Smo pred Cartoon Networkom smo previseli cele jutre pa vse večere, ki se je dal. Sam mi smo odneselniki od tega, mi smo pri 9 letih že vsi tekoče angleško govorili. Ne, zaradi tega. Zdaj pa je to vse sinhronizirano, pa vse piska, ki je nekam gor. Ni bilo toliko kanalov pa tega. Ja, se pravi, sam Cartoon Network je bil. Ja. Pa se pravi, v angleščini, tako da če nisi hotel gledati samo, kako se ona dva lovita gor, si mogel razumeti. Ne. Zdaj pa ni, pa tudi zgodbice so bile, takrat je imeli nek namen, zdaj pa nima nobenega veliko, ne vse. Ja, ker dosti risank gledam teh na kakšnih drugih kanalih, je v bistvu niso narejene zaradi animiranega filma kot samega, kot zgodbe, ampak so kot nek produkt poleg igrač. Razumeš, je risanka v vlogi, da te navleče na une likce, ki jih pol prodajajo. Veš, in zato nima ne repa, ne glave, ne zgodbe, pač tam se nekaj tako piska, se bori, se suva, se sestavlja. Pa dobro, to včasih, ne. He-Man recimo, ne, ki je zdaj spet popularen, He-Mana so naredili zato, da so igračke prodajali, sam je bila tudi zgodba, ne. Ja, samo He-Man, mislim, se spomniš najstarejšega sina, moj Jan, ne, to je bila, mislim, da ena prvih risank takih o nekem kao super junaku, ne, in on je vedno, He-Man, kako že? Sive lubanje silom. Sive lubanje moč, ali kaj mislim? Sive lubanje silom, ja ima moč. On je bil He-Man, jaz sem bil pa Skeletor. Vedno. Do tega, da sem se lovila okrog ene take mize, sem si razbil na mizi še glavo, ne. No, zdaj pa med drugim ne, je pa ni več He-Man, ne. Zdaj je pa She-Man v bistvu. Zdaj pa glavni junak v risanki He-Man je ženska. To smo zadnjič imeli, to pa zdaj Mojca. Dobra iztočnica. Maj se je vsajal nad tem, da zakaj morajo spreminjati, zakaj mora to biti zdaj ženska, da češ za ženske, mislim, povej ti, no. Sam tako ti bom rekel, kako se ti zdi ideja, da je novi James Bond ženska? Jaz nimam težav s tem. Ja, tudi ne. Pa bomo tle končali, pa bom počakal enkrat, da bo še Klema zraven, da bo vsaj 2 na 2. No. Mislim, a to kakšen problem res? Ja, ne vem, pač, kaj pa je pol fant, kaj pa pol za moške ostane? Če je James Bond ženska, kako pa, recimo, kaj pa za fanta? Ja, smo se to prej, ko je bil moški, kaj ženske sprašvale, kaj pa za ženske ostane? Ja, bomo primerjali sprej, pa zdaj?
ali bomo skupaj stopili naprej. Kaj ti misliš? To si pa zdaj Kaj bi totalno ti- napako naredila, ker mi gremo skupaj naprej. Meni se zdi, da zgodovino lahko gradimo s tem, da je He-Man in ona, da sta enakopravna. Čim je pa ona zdaj najjača, on je pa v bistvu en pucflek, ki je vse, kar je on prej naredil, izniči, to se mi pa Kaj ti misliš, ti povej? Ne, se jaz se te zgodbe od He-Mana niti Ne sem He-Man, spomnim. nasploh je zdaj veliko stvari, tudi v Star Warsu ni več Luka, ampak je Rey. Ne? In tako naprej. Ne? Meni se zdi- Zdaj se zelo dogaja. Moško-žensko vprašanje. V Ja, bistvu. mogoče to nagovarja ravno to, razumeš, da bi vsak se moral zavedati, da nosi v sebi oba pola in da bi vsak, ne vem, ker dosti let, ogromno let smo bili in vzgajani in družba nas je sila. Moški je moški, ženska je ženska. Ampak v bistvu ima moški glih tako, je sestavljen iz ženskega principa, ženske energije. Mogoče govori vse to v tem, ne? Sprejeti oboje znotraj sebe. Ja. Ampak jaz vidim problem današnje družbe in predvsem tega uniseksa. Meni je ful lepo, ko vidim te stare filme, ko vidim ženske urejene, ma ne tako, kot je danes, ko se ženska uredi, je tako vamp, a veš, Ja, objektiv. joške tako, vse poudarjeno. V bistvu, če gledam fotografije iz 50-ih let, ko so bile ženske res ženstvene, ena taka milina je sevala iz njih, ena dostojanstvenost. In meni je tisto neprimerno bolj privlačno kot to danes. Ker se mi zdi, Jaz da podprem to vse zagotovo. kliče samo po, ne vem, Objektivizirano je vse. ne pa Zdaj so kliče ženske. prav po takem fast Ja. food odnosu. A veš, prav kliče po temu, ko češ, zdaj se midva zagledava, zdaj se, a veš, Ja. treščiva skupaj. In pol kaj, ko vse uno odmontiraš, ne itak, veš, žabe, ki rit držijo gor, modrci, ki joške držijo gor, vse je nekaj in pol se spucaš in ne, ker si itak tripal sam na zunanjost, kaj češ pol, sploh nimaš volje niti notranjost raziskovati. To se mi zdi vse tako površnost, to se tudi folk o prvem prepiru se kar razide, ne. Midva sva ful harmonična, ampak da ne bo pomote, midva se tudi fulkrat spričkava. Ampak to je ravno to, ko se brusiš in skozi to v bistvu se pričkava, ker si nastavljava ogledalo. Ne pričkava se zaradi tega, ker bi drugega tlačila dol in se poniževala. Pa tekmovala, ne? Ja, in valjda, ko ti nekdo nastavi ogledalo, si najprej ne, in nazaj. Ampak glih, zato rasteš in ker si tako hvaležen za tega človeka ob sebi, ker veš, da greš tako varno drug z drugim, lahko razpiraš in pogledaš une dimenzije sebe, ki niso mogoče toliko priljudne, ne? Zato si še toliko bolj hvaležen za ta odnos in si pripravljen vanga vlagati. Mi zdi, da danes je neka ta ideja, ko češ, dva se srečata, se zaljubljita, sta si namenjena in srečno do konca življenja. In prvič, ko pride nekaj, je, o moj bog, ne, to ni to, kar sem mislila. Ne? Ja, jaz sem zadnjič nekje, ne vem, kje smo začeli to debato, tudi ko smo govorili o seksualni energiji in tako, in mi je nekdo rekel, jaz nisem do zdaj sploh tako gledala, pravi, današnja ženska je v bistvu porno zvezda, porno star, pravi, to je tako kot iz tistih filmov. Če gledaš, ne, lase do riti, take dolge, veliki joški, rit in vse te, pravi, naši junaki so junaki današnjega časa so zvezde porno filmov. Mislim, a veš, da nisem tako razmišljala. Se moški pa tudi, kaj moški. Mislim, oboji, to sem zadnjič gledal en dober video, oboji smo prišli do tega, da častimo neke ideale, ki sploh niso mogoče, ki v naravno sploh ne bi bili mogoče. To, kar ti govori za žensko, to pač v naravi ne bi to bilo mogoče. In za moškega isto, ne. No, ampak, a so tu, če zdaj to govorimo tako, to pomeni, mi ves čas rabimo neko osnovo, da ponavljamo pa to, kakor kopiramo, ali kaj. Ker na koncu, prej si rekla, do konca srečnih dni, Milivojević govori, naprimer, kako pravljice delajo škodo. A veš, da mi kopiramo to, kar smo brali kot majhni,
Jaz sicer vem odgovor. Ampak mi, ki smo brali, ki smo bili majhni in mi bi radi to spet skopirali v odraslo življenje in potem je bilo do konca srečnih dni si srečen. Mislim, se srečata dva, se veš, princesa in kraljevič in potem, če mora biti vse tako. Ja, sem to bi spet lahko prevedel. Se srečata tvoja dva notranja pola in ko se srečata in ko ju poročiš, lahko začneš komaj živeti svojo pravljico. A veš? Ni nujno, da gledaš samo Od zunaj, od ne? zunaj. Ja. To so te svoje dimenzije, ki jih poročaš. In v bistvu preden prideš do točke, da si sposoben te dve svoji, ne vem, ta dva nivoja sploh uvideti in ju združiti in ju poročiti, greš skozi kalvarije notranjih zmajev, nekih bešti, nekih nevarnosti, nekje, kjer lahko klecneš pod vzorci, ne vem, genetike, družbe. Meni je zato zanimivo brati pravljice, ker se mi zdi, da vedno lahko pogledaš z neke druge perspektive, ni tako črno-belo, ne? Ja, pa tudi še nekaj, ne? Se pravi, meni se zdi tudi, da pravljice naredijo pri otrocih nekaj, kar je bistveno. Se pravi, povejo mu tudi, to je črno, to je belo, to je barvasto, to je prav, to ni prav, ampak en dan ti odrasteš, ne? Se ne moreš, ne rabiš ves čas kot odrasel človek imeti enih vzorcev prav, ne prav. Ti jih moraš pa v življenje razliti, ne? In ne moreš ves čas kot odrasel otrok samo to je prav, to ni prav, to je tako, to je tako. Pa tukaj pa je doma nesreča noter, ne potem, ali pa, če ne znaš odrasti. Ampak, če gremo to, kar si prej razlagala, kaj so te teme, naprimer, če čisto konkretno pomisliš. Jaz, naprimer, če grem kar jaz povedati, ne, jaz sem ves čas mislila, da je ego nekaj, da jaz tega nimam in da je ego nekaj, kar jaz hočem slabega drugim ljudem narediti, ne. Na koncu sem pa ugotovila, da je moj ego bil neskončno velik, jaz, ki sem mislila, da ga nimam, ker se nisem mogla posloviti od svojih iluzij, da je bil ego tisti, ko jaz nisem mogla videti svojih napak in nisem mogla videti, kaj šele napak od drugih ljudi, se z njimi spogledati v oči in reči, to je to. Ampak sem sam, da bi bilo vse v redu. To je bila moja tema, to je bila moja velika tema. A je to? Kaj so te konkretne teme? Kjer je bila tvoja tema ali pa tvoja tema? Kar da je moja prednost. Ali ego, ali kako bi Jaz ti lahko povem, da je zelo podobno kot tvoje. Mislim, glede na to, da sem odraščal s tabo skozi, jaz zdaj opažam, ne veš, kakšno sem imel življenje, kakšno sem imel sploh ljubezensko življenje. Moje pravljice so vsako leto pod svobodnim soncem. Jaz se s tem identificiram. Jaz sem se vedno predstavljal, da moški mora biti Iztok, ki je časten, ki je v bistvu vitez, pa sploh ni vitez. In tudi ona mora biti, kako je Julija, ne? Ne, Romeo. A ni Julija? Ne. Ljubimca je njegova sestra. No, v glavnem, pod svobodnim soncem. Julija, ziher ni. Ja. Ni? Ne. Okay. No, v glavnem, sanje, ideali, da sem mislil, da pač to mi pripada, da to mora biti ali pa da ni to, ali pa da ni nič. Razumeš, da ljubezen je to ali pa nič. Se pravi, ideal od ženske, idealno obnašanje, idealno življenje, se pravi, samo eni cesti sem dovolil, da obstaja. Nič ne obstaja drugega, samo ena ozka makadamska cesta in po tej grem, vse ostalo je pa konc sveta. No. To je bila po moja največja tema. In to ni bilo samo v ljubezenskem življenju, to je bilo tudi v vsakdanjem življenju. Ne? Ko sem jaz enkrat zahodil iz poti, ker sem mislil, da bom igralec. Skrenil s poti. Ja. Skrenil s poti, sem mislil, da je konc sveta. Jaz sem se tako tudi pol obnašal. Tako da sem dobesedno iz ceste padel v temo, o kateri si govorila. Jaz mislim, da je tega ogromno v resnici. Predvsem se mi zdi, da
Zato, ker vzamemo neko stvar tako za zdravo, za gotovo. Jaz, na primer, sem že kot otrok pri 4 letih pa pol zbolela za plastično anemijo. In to pomeni, so bile res agresivni posegi v telo, v zelo zgodnji dobi in zelo kruta realnost soočanja z umiranjem prijateljčkov v bolnici. Mislim, a veš, vse sorte stvari vidiš, ne? Se spomnim, ko sem enkrat prišla spet po transfuzijo in so me dali k enemu 16-letnemu fantu v sobo in me je res vzel tako pod perutko, tako je bil res, ko brat se je obnašal. In potem sem ga zgledala, ko se je tam gledal v gledalo, ful časa je strmel vase in jaz sem se začela hihitati, ne, ko češ, ole, koliko si všeč, ne, kaj zdaj, koliko si gledaš. In je on se sam tako lepo mi nasmehnil in rekel, gledam, kako v bistvu fajn zgledam, glede na to, da imam pred sabo samo še 3 tedne življenja. A veš? In kot prvo mi mislimo, da otroci tega ne razumejo. To je spet isto, kot smo se prej pogovarjali. Na nekih nivojih vse razumeš. Ne? In hočem reči, da sem jaz šla skozi vse te stvari, sem seveda razvila en blazen mehanizem, kolikor sem drobčkana, ne, in nežna, sem bila na not res tako moč samuraja, mislim, In moje besede so znale zasekati, moj pogled je znal zažgati. Razumeš, to je bilo, ampak to je bilo orodje, ki sem ga jaz nujno rabila za preživetje. Ja. Ampak pol sem prav zdaj, v teh zadnjih letih, ko sem šla na to notranjo pot samoozdravitve, spoznala, oj bog, jaz tega ne rabim več, to je zdaj, deluje ravno nasprotno, meni v škodo, namesto meni v bran. Se mi zdi, da ne znamo v nekem momentu se posloviti od enih stvari in sprevideti, ne? A veš, kopalke so poleti super, mislim, pozimi ti ne koristijo glih najbolj, hočem reči, za potko. Tako preprosto. Ja, in to je, spet smo pri teh 4-letnih časih in vsemu. Videti, odlagati, sprejemati, spuščati, ne? In ni neka tema nujno temna, ampak v danem trenutku, ne? In potem sem videla, da dostikrat v bistvu, videla sem tudi v najstniških letih, ne, jaz sem bila vedno ekstremno spretna z besedami, hitra, takoj sem našla pravi odgovor in sem znala v bistvu biti zelo okrutna v svojih. Mozak mi je ekstremno dobro delal, mislim, znala sem prebrati polje človeka, točno sem vedela, ko kača, kam pičiti, da bo najbolj zaskelelo. In jaz sem vedno imela občutek, veš, tako se mi je zdelo, jaz sem se zaradi tega počutila močno, ne? In zdaj v teh letih spet tega notranjega samotka sem rekla, o moj bog, to je čisto ena lažna moč. V bistvu največja moč, ko sem ranljiva in topla, ko ne obsojam, ko sprejemam, ko, a veš, to je moč. In to hočem reči, da sem ogromno teh stvari odložila, zavestno, se poslovila. In kdaj imaš občutek, kdaj zna biti kakšna stvar srhljiva, rečeš, o moj bog, a bom zdaj sploh še imela, a bo zdaj kar tolklo pomeni, ne? Ne. Zaradi tega, ker ko se namehčaš, se namehčajo tudi ljudje okrog. In to. Ja, ker tudi jaz, naprimer, ko jaz nisem mogla spustiti svojih slik pa iluzij o nečem, in ko sem jih, pač drugače pa na koncu ni več šlo, sem bila jaz, Mojca, tako sama in tako gola, in jaz verjamem, da se ljudje tega bojimo. Mislim, jaz sem se tega bala cel življenje. Te samote in golote. Kje se to vse začne, mene zanima? Kje se začne to? Ta strah. Ja. Nekaj ga tudi Kje se začnemo bati, kje začnemo iskati kontrolo? Zakaj se sploh počutimo, da rabimo kontrolo nad svojim življenjem na ta način? Ene stvari so podedovane. Eni stvari sem opazila, ko sem toliko delala na tem pucanju celičnih spominov in zanimivo, sem poslušala predavanje ene kanadske psihoterapevtke in to sploh nisem vedela. Potem sem pa par ljudem rekla, pa so rekli, ja, saj to je.
mislim, da je bila stara punca, ne vem, 11 let ali nekaj takega. Se pravi, veš, kako glih hormoni začnejo, prsi začele brsteti in tako. In je začela imeti vse znake spolne zlorabe. Vse, pri vsakem kvadratku, pač kljukica. A res? In so zdravniki pregledali prav fizično. Ne, mislim tako. Ja. Ne vem koliko teh psihoterapeutov, psihologov, vse sorte. In punca je pravila, ne, nič se mi ni zgodilo, jaz se ničesar ne spomnim. Ampak vsi znaki, mama je tudi zaradi tega, ker se je tako čudno začela obnašati, tako da bi pač, mislim, vse. In ne jesti, in uno, in levo, in desno, in sploh začela drezati. In potem so v bistvu strokovnjaki rekli, to so znaki spolne zlorabe. Pol je pa na koncu, ko je bila že obupana, ker noben pač ni nič mogel pogruntati, in ona je pravila, ne, nič se mi ni zgodilo, prišla do neke te alternativne psihoterapevtke, ki v bistvu zelo dela s temi ovojnicami energetskimi, polji in zna razbirati energijo in ne vem, celične spomine, sta oni dve ugotovili, da je njena, ne vem, babica bila spolno zlorabljena. In to je to, ko imamo mi, to je ta epigenetika, ko imamo mi zapise shranjene, se pravi, nekdo od naših prednikov nečesa ni predelal in se to zapiše v genetiko zato, da bi ti potomce zavaroval, razumeš? Da bi jih zavaroval, da bi njim alarm se sprožil. In oni so se igrali v šoli, tako kot vsak dan, neko igro, neko lovljenje. In sošolec, medtem ko jo je ulovil, je po nesreči v bistvu podrsel po njenih na sveže brstečih prsih. In je to sprožilo ta genetski zapis. In sta oni dve to spucale in je bila naslednji dan prerojena, spet stara, dobra najstnica, radoživa, mislim tako. In to se moramo zavedati, koliko je tega, koliko je dimenzij nas. Zdaj smo tudi v eni fazi tako je moderno, zdaj so vsega smo starši krivi, ne? Veš, vse smo mi, ampak ne, to so toliko stare stvari. To je ful zanimivo, ne? Kako se lahko potem taka stvar razvije v hud problem, če imaš recimo starša, ki ni pozoren ali pa se ne zaveda, da ne rešiš v pravem momentu, se to pa lahko razvije. Da ne vidiš sprememb na svojem otroku. Ja, da ne vidiš in potem ne, ta zgodba očitno ji je pomagala, ne. Koliko nas je pa takih, ki smo kakšno tako stvar potem v bistvu prenesli še naprej, skozi najbolj ravno ta leta in v bistvu potem si skozi misliš, da si ti kriv, ne. A veš, velikokrat si misliš, pa ne veš, od kje je to prišlo, ne. In kako je to zanimivo, v bistvu, kako bi jaz hočem vprašati, kaj moramo narediti, da take stvari pri svojih otrocih recimo opazimo, pa da jih rešimo. A je kaj, kar lahko naredimo? Ja, mislim, da je še prej kot pri njih začeti pri sebi. Ker kar je stvari prednikov naloženih, lahko ti v bistvu razrešiš in gre po liniji nazaj in po liniji naprej. Ne? In kaj pa se ne prenaša na otroka? Zbrišeš? Ti lahko že s tem, ko pri sebi, če je nekaj, kar je dedovano, zbrišeš že pri otroku. To so že šamani, vejo. Mislim, da za 7 generacij sploh z lahkoto naredijo. Jaz sem šel z Bojanom tudi vse popucati. Ampak se pol ne prenaša na otroka, se pa ti, ko si izbrisal, potem to teoretično se potem na otroka ne prenese. Ne, lahko pa svoje stvari. Lahko je pa otrok, ker kdaj tudi genetsko preskakuje, dobil nekaj, kar si ti, na primer, preskočil. Sem ful zanimiva tema, to je res. Ja. Namreč, to te bolj, mislim, te sprašujem, kako si ti s tem to delala, a kaj si delala? Jaz sem delala z Bojanom Bonetom pa Polono Čepon in ti vidiš razliko, ne? Mi se zdaj mnogo boljše razumemo, kakor prej, ne? To čutiš razliko, ne? V bistvu. Ali ne? Ja, valjda, na polno. Čutiš? Ja, čutim. Te bo mama za uši. Kako misliš, ne vem, povej mi primer, ampak ja, načeloma mi usporedno delava in na sebi, tako da pač meni je, jaz definitivno lahko od sebe povem, da odkar sem šel k Bojanu Bonetu, ne, od prvič se mi je čisto življenje spremenilo.
Kaj dela z energijami. Ki dela z ne? energijami in sva šla po mamini strani babice in detke in po očetovi strani babice in detke, lih to, koliko 9 generacij nazaj ali nekaj takega. 7. Ja, 7. Ja. No, ampak zdaj bom eno povedala, ker bomo šli na to temo naprej. Jaz sem, na primer, moj oče je naredil samomor, ne? In jaz sem večkrat, a veš, tako se mi tako prikradla kakšna misel, a bo to kaj, ko še nisem čist nič vedela, preskočil na katerega mojega otroka, ne? In od 3 sinov si bil edino ti, ki si mal tako, kdaj mi je rekel, da si tako obupan, da sem jaz lahko povezala s tem samomor, a veš, kaj mi je Ma zvoni, ne obupan, jaz se spomnim, ker sem bil moj, se to distinktno spomnim. Jaz spomin imam čustven, a veš, čustvene stvari, ki so se mi zgodile, se jih spomnim, pa če se zgodi 20 let nazaj, kakor da je bilo včeraj. In jaz vem, da je problem je bil, ker sem se jaz začel spraševati, jaz sem bil mulček in so brala Brateljev je srčne. Se spomniš? Brateljev je srčne, a poznaš zgodbo? Pravljice, veš, kako gre pravljice. Ja, smo spet na pravljici, ne? Ampak tam je bilo veliko vprašanje, ker je en brat umrl, potem je tam čakal drugega brata, ne? In zato sem se jaz začel spraševati, jaz vem, se spomnim takrat, kako si ti bila v stiski, ker si se začela skrbeti, ker me je pa pol zanimalo, kaj je smrt, kaj pomeni samomor, kaj tako. Takrat sem prvič mesec mogel iti psihiatru ali psihologu, kakorkoli že. V življenju. Mislim, to me je mene kar ta pras, ta strahec noter, a veš, a se bo to kaj preneslo naprej, ne? Ampak ti mi povej, kako si ti delala s temi energijami? Sama, ti si to sama delala, ne rečem? Ne vedno. Meni se zdi tudi pomembno, da vemo, da lahko delamo skozi ogromno različnih terapij in jaz sem ugotovila, da naša telesa govorijo različne jezike, če tako rečem, v navednicah jezike. Naprimer, moje telo se lahko na neko določeno metodo odzove hipno, nemudoma in izredno globoko, ker razume kodo te metode. Naprimer, tvoje na čisto neko drugo. Ne? Zato se mi zdi neko posploševanje, ko se reče, uno nič ne pomaga, ali pa uno je super. To ni okej. Vse je lahko super za nekoga ne. In zato je potrebno tipati, spoznavati, gledati, se opazovati, si znati prisluhniti. Jaz sem ogromno tega spucala na teh obredih s svetimi rastlinami. Tudi jaz. Ogromno z Vesno Juvan preko vibracijske kineziologije. Ogromno. Naprimer, moje telo se na to vibracijsko kineziologijo... Kakšna metoda pa je to? To je zelo preprosta metoda, ko v bistvu, veš, z mišičnim testiranjem sprašuješ in gledaš in preverjaš in potem so pa neke razne, tako zgleda tudi malo kot en šamanski obredek skoraj. Mi smo ogromno tam naredili in do nekih takih uvidov, ki v bistvu tvoja podzavest, tvoje telo daje navodila terapevtu, ne vem, ona reče, a imamo vse podatke? Ne. Kaj še rabimo? In te pelje. In jaz sem prišla do nekih stvari, ki so mi bile isto, taki zapisi v celicah, generacij. Naprimer, prvi odziv je bil, jaz ne čutim, da bi se meni v mojem življenju kakorkoli, ne vem, da bi to odzvanjalo, ne. Pol pa, ko sem tako malo razmislila, se moj bog, zato pa v tej situaciji, tako pa se ti pa vse sestavi. In ena super metoda je, ko sem jo, sploh ne vem, kako sem jo našla, preko interneta, ne vem točno, kako sem naletela, ameriška zadeva, Emotion Code ali nekaj, ne vem, in sem imela eno spletno predavanje in sem o tem tako navdušeno govorila, da je ena punca mi pol pisala, da je to tako zavibriralo, da se je odločila in je šla narediti tečaj, da je terapeutka. Tako da je zdaj ona terapeutka za te stvari, Ana Lana Vega, in to je pa super, ker v bistvu pucaš za stale vzorce, blokade, energije, zapise znotraj telesa, brez da bi ti sploh bilo treba brskati, karkoli. To gre
In mi je zanimivo, naprimer, jaz sem se zdaj kakšne 3 tedne nazaj, ker zdaj čutimo na kolektivni, je res tako, če si mal, da imaš antence, vidiš, jaz zdaj moram prav preveriti, a je moje ali od zunaj prihaja. Sem se, ne vem, zbujala in tako 3 jutra, res prav, s tako tesnobo. Pa je, ne, V nekaj prsih takega. sem imela občutek, kot da res ono, težo, pleksus mi je pa tako In potem sem šla pogledat, ok, aj kaj doma, mislim, zdravi smo, finančno vse v redu štima, ne kregamo se, ničesar od odzunaj, in se kao, ok, ja, kolektivno ta neka nervoza, neke strahovi, ki je vse negotovo. Jaz sem res mogla ful spuščati tako v meditaciji, da to. In pol eno jutro se zbudim, ampak ko da bi presekal, nič, pravno nič, ne, ker ne vem, sem lahko prebrala tudi neko grozno novico, ampak kot da sem iz teflona. Ja. Ker odbilo se je. In pa sem rekla, mater, moram lani napisati, ne, ker sva se pa dogovorili, sem rekla, da bi res rada šla v tem procesu do konca in da spucava vse. Sem rekla, če lahko prosim preveri, koliko še imam tega, ker lahko preveri, koliko je prav, številčno še tega, ne. In sva se zmenili, da bo res to spucale do 0 in sem rekla, in pol bom jaz delala, ne vem, na vsake toliko mesecev kot en checking, da vidiš, če kaj, da daš ven. In potem pa live te pelje, pa sem ji pozabila napisati in mi ona napiše čez en dan. Mojca, sem ti čisto pozabila napisati, da sem zdaj ti en dan delala. In pa sem rekla, ok, vidim koliko v resnici, brez da bi vedela, niti da mi dela, ampak res, in sem šla pol prav pogledat, kaj za ene stvari so, in ta metoda je taka, da ti napiše v bistvu emocijo ali pa zapis ali pa karkoli in leto, kdaj si to pridelal. In je ful zanimivo, naprimer takrat, ko sem se razšla z bivšim partnerjem, ko prav vidiš po letnicah, ne, ali pa kot otrok, prav ko sem imela nek poseg, ali pa ko sta se starša ločila, ali pa ne vem, nekaj je bilo v nekih določenih letih in ko preberem bam, se mi že prikliče nek prizor iz šole, ko se je nekaj zgodilo. In prav tako natančno, ko prebereš tisto čustvo, rečeš, ja, točno to je bilo v tistem momentu in vidiš, da si v bistvu, da nisi bil sposoben takrat tega ozavestiti, spustiti, ampak si, ne, in potem se ti seveda s tem čustvom poistovečaš. In vsakič, ko pride do neke situacije, kjer bi znalo to kakorkoli nekaj podobnega se zgoditi, v tvojem telesu alarmi vklopijo, ne, in začneš v bistvu vse svoje obrambne mehanizme vključiš. In tako lepo sem, letos poleti sem nekaj o zavestnem starševstvu poslušala in je tako lepo ta predavateljica rekla, ne, da kako starši mislimo, da je dovolj, da deluješ kot starš instinktivno, ampak v bistvu ko reagiramo z instinkta, reagiramo iz notranjih ran. Ko reagiramo iz intuicije, reagiramo iz tistega polja enosti. In je tako, wow, ja, instinkt je rana v bistvu. Pri instinktu gledaš, da se boš ohranil, da boš preživel, ne? Koliko dober. Kaj pa, ko si bila sta z Klemnom tudi pri dispenzi, kako bilo, kakšna pa je ta bila izkušnja? To je pa mamin, to je pa... Ja, ne, jaz sem dosti brala njega. Jaz to tiščem. Ne, ampak ti imaš dispenzo ful rada, ne? Ja, ampak ni mi pa tako še zavibriralo, da bi čisto se mi zdi, zato tudi sprašujem. No. Meni je prijateljica dala njegovo knjigo v angleščini, takrat ni bilo še nič v slovenščini prevedeno in tudi imel je komaj 2 knjigi v angleščini. Se pravi, to bilo res tako relativno. Čisto na začetku, ja. Ja, ali samo ono prvo, mislim celo, da je takrat. Placebo ste vi, ne, on je nekaj drugega. Ne, ona prav prva, ki je težka za brati, še on sam se heca, da, unka se je prebil čez uno, svakam v čas. Ja. In jaz pač tisto berem, kolikor sem lahko, ker je res za brati. In sem rekla nič. Sem začutila, to silo v sebi hočem začutiti, to silo v sebi hočem znati, ne vem, razumeti, jo prebuditi. In sem se prijavila v Rim in takrat je bilo to res nekaj cenovno, ful ugodno, pa še nek popust so imeli. Pa zdaj je to res drago, ne? To je bilo, ne vem, meni je prišlo takrat, sicer je bil tako podaljšan vikend, nekaj čez 100 €. Ja. Ja, ker dobro so tudi oni imeli nek popust čez raven, ne?
brez bivanja, pač sam to. Ja. In tam se mi je zgodila neka neverjetna stvar, da se mi je vse dogajalo s časovnim, ne zamikom, ampak predmikom. Se pravi, v petek se je meni znotraj meditacij dogajalo to, kar nas je on v soboto učil. V soboto to, kar je v nedeljo. In tam se mi je prvič zgodilo, da se mi je res tako, bam, prav čutila sem, kako se mi zavest razširila in se je tančica razprla in v bistvu je stal pred mano pač eno bitje, ena osebnost, ki je že dolgo pač mrtev in tako, in je direkt komuniciral in je bilo tako močno, da sem rabila par ur, da sem se nazaj v to fizično realnost, mislim, bila sem res, kot da sem, ne vem, zadeta, ne vem čem. In mi je bilo v tem smislu zanimivo. Nisem pa jaz človek sistemov, jaz v bistvu, mene ful odvrne, ko nekdo od mene zahteva, da delam po točnem protokolu. In tudi zelo hitro me je odnašalo v teh meditacijah in mi je v bistvu ta njegov glas, ko je vodu nazaj vlekel. Ne? Tako da sem jaz relativno hitro nehala meditirati po teh meditacijah. In jaz na vse te stvari, ko grem, vedno jemljem bolj to, ok, grem po ključ, po nek ključ, ki mi odpre nek nov nivo. In pol, ko sva šla pa skupaj s Klemnom v Bonn, to je bila pa 5-dnevna stvar, me je najprej ful motilo, ker je bila res blazna gužva, blazna. In me je motilo, ker jaz, ko se mi polje energetsko razširi, ko začutiš, da, ne vem, da je to lahko, ne vem, par 100 metrov odprto, me ko nekdo nekaj nenadnega naredi ali pa nekomu nekaj pade, mislim, polje te zaboli in to hujše boli kot fizično telo, to je tako meni bilo naporno. In sem prvi dan bila tako živčna, ker sem se sam s tem ukvarjala, zdaj spusti, zdaj si tle spusti, nekako se zli s celoto, mislim, da ti ne bo tako grozno. Ampak so se mi tudi tam med temi walking meditations, ki smo jih imeli skupinsko, ne, so se mi take nore stvari dogajale, da mi je ogromno dalo in ogromno odprlo. Ne meditiram pa več po teh meditacijah, tako. Ampak mi je odprl ful enih novih dimenzij. No, ampak ti veš, Mojca lahko komunicira tudi z mrtvimi. Ne? To smo se pogovarjali na zadnje. Najin prijatelj, ne, se ti je oglasil in jaz pa res ne vem, kaj naj si o tem mislim. Meni je to ful zanimivo, to, kar govoriš ti sploh, ne vem, zakaj imam do tebe tak, ker drugače se mi zdi večinoma ljudje, ki malo govorijo, skozi malo skeptičen, ne, pri tebi dobim tak feeling, da pač ti to res, veš? Da je to res, ja, da je to res, ja. Ne vem, zakaj toliko več dobim in mi je ful fascinantno, zaradi tega, ker me zanima ta občutek. Ful me zanima ta občutek. Ti si tam govorila, tega nam nikoli pozabila, ti si rekla, ti, ko je s tabo komuniciral, si ti direktno povedala, se pravi njegovi ženi in njegovim otrokom, ja, tam je nekje neka žoga, kaj je bilo? Ja, zelo konkretne stvari govorim. Mislim, meni je tudi bilo šokantno, ker je bilo v bistvu prvič, ne? A to je bilo prvič? Prvič je bilo in jaz se tudi, ne vem, zdaj, pa se mi je še parkrat zgodilo, še za neke pokojne in za mamo, naprimer, sem svojo ful pričakovala, ne? Sem kao, okej, ne? Ne, viš, z mamo je pa sploh nisem ne videla, ne tako. Prosti, ampak to se spontano zgodi. Spontano, čisto spontano. In najprej sem mislila, pa če sem ga zagledala, kot hologram je stal pred mano v kuhinji in moja prva je bila, okej, toliko me je prizadelo, da zdaj moj pač to nekaj projicira, ne? In tako, in on mi je rekel, prosim, sporoči Andreji, da sem v redu. In jaz sem bila, ne, ni šans, ker to je moja namaštana stvar, ne? In ni odnehal, mislim, on je hodil za mano po stanovanju. Jaz sem ko bežala, ko v filmu. Jaz sem šla v kopalnico, on za mano v kopalnico, v spalnico, on za mano v spalnico. In pa sem nekaj čakam, jaz ne morem tega govoriti, mislim, ne morem tega govoriti, to je kot da prilivam olje na ogenj, ne? In ni nehal, in pa sem nekaj, okej, sporočim in bo kar bo, ne? In pol je pa sam steklo. Se pravi, meni je to noro, jaz sem redoviden, tako kot smo se pogovarjali na začetku, ne? Spet meni taka stvar me takoj pritegne, ne? Mislim, zanima me občutek, kako priješ do... Ali je to iskrenost, ali zaslediš samo v sebi, ali je kakšno stanje. Zakaj pa misliš, da se recimo to tebi je zgodilo? Zakaj se drugim, naprimer, ne? Ja.
Ne, jaz mislim, da je itak stvar, saj se dosti ljudem. Dosti, Zadnjič vse. sem govorila z eno znanko, ki sem jo srečala in je rekla, Mojca, ful ti hvala, da si o teh stvareh govorila. Je rekla, veš, da medve z mamo sva pokojnega očeta. Je rekla, medve sva sedele za mizo in on je šel zunaj v sami spodnji majici. In je rekla, mama me sam pogleda in je rekla, a si ti zdaj videla Ateja, da je šel mimo? In ona, ja. In ogromno je tega v bistvu, ampak ljudje, kot da ne vem, ali si noče, mislim, da je ogromno ljudi strah to sploh na glas pregovoriti, ko češ misli, bojo, da sem turlilu, ne? Ja. Kakšni se ustrašijo. Ko sem bila ob mami, mi je potem povedala medicinska sestra, je rekla, imeli smo, na oddelku je bila zaposlena medicinska sestra, ki je nosila, a veš tiste cokelce, kaj so oni, veš z unim federcom? Ja. Skrbna. Je rekla, ona je bila znana po tem, da je skozi hodila iz sobe v sobo in gledala, če imajo vsi zapit. In je skozi dotakala. In potem je nenadno umrla v prometni nesreči. In po noči se ves čas slišijo na oddelki koraki in skozi so kozarci dotakani. A veš? Ja, meni tudi gre v življenjci, ja. Ampak to so ljudje, ki pač je rekla, lej, noben od nas se s tem ne ukvarja, niti ne verjamemo, ampak kaj naj, to se dogaja, mislim, mi to vidimo. To je. Ne? Pol jim je ena gospa, ki je prišla na obisk, gospe, ki je bila v isti sobi kot moja mama, in je pol tudi kar začela razlagati, da je njen mož bil tudi neki, ne vem, mislim, da je bil celo v komi ali neki. Ne, lažem, ni bil v komi. Pač tam zelo, zelo hudo bolan in operiran, ne vem, kakšne stvari. Skratka, bil je v bolnici in ona je rekla, da je pač on je kadil kot Turk. In rekla je, da je tisto noč, pač eno noč, ko je on bil v bolnici, je tako živo sanjala doma Žurko. Polno prijateljev, ker je rekla, da oni so redno imeli, tako so se dobili, pa so kartali, pa pili, pa kadili, pa muziko poslušali, odrasli. Ja. In da je živo sanjala. In zjutraj se zbudi in pride v dnevno in vse zakajeno. Zakajeno. In ona pač to vse zlufta in gre pol popoldne k možu na obisk v bolnico in jo reče, danes pa smo ga žgali, že dolgo nismo tako žurali, A veš, te naše realnosti v bistvu se ves čas prepletajo. Nič ni samo tukaj in zdaj in tako, ko mi vidimo. Nič, ves čas se stvari prepletajo. In najboljše si je vedno reči, moj moto je, v resnici ne vem nič. Zato, ker samo tako sem ves čas odprta za vse. V resnici ne vem nič. Čim verjamem, da nekaj dokončno vem, na tistem polju zaprem vrata. Ja. Tam sem zaprla v resnici vrata. Zdaj rečem, to jaz vem. V resnici ne vem nič. Nič ne vem. No, zdaj smo pa dubla, ne? Ne, mislim, se Miška, mi da se celo življenje pogovarjamo o takih stvarih, veš? Mi da imamo celo življenje te debate, tako da mogoče se zato ujamemo dobro, ker imamo tako sorodne duše glede tega, no? Ne? Ja, zdaj, če se spomnim, zdaj, ki sem te poslušala, pa zdaj, ki si to rekel, sem se spomnila, kako smo se mi v bistvu povezali, kako sta se tudi vidva povezala pod eno streho, se spomniš, ne? Pod eno streho, le? Ja, pod eno streho, pogled, Zadnjih par mesecev sem že velikokrat uporabil ta frazo. Prej, po mojem, takrat, ko smo snimali, pa do letos nisem enkrat zaradi stigme svoje, ampak v zadnjih 3 mesecih sem pa kar nekajkrat tako spontano uporabil. Jaz sem spravil vse pod eno streho. Pa si ti misliš, pod eno streho, jaz sem igrala tam takrat, pojma nisem imela v kakih duhovnosti, pa to eno kao Čiroli, Murilu, ki je že meditira, pa ne vem, kaj se spomniš. Jaz sem bil pa težaven otrok, ki je imel probleme z drogami in tako, ne, sam sabo, ki tudi takrat nisem jih imel še. Ja, naprimer, si vidiš, kako je to, in glej, zdaj smo pod eno streho tukaj vsi tukaj. Mislim, to je neverjetno, kako se to povezuje, Divje. Mama mia, to si sploh ne moreš misliti.
Kako pa ti, se ti zdi, da ti to v igralstvu pomaga? To vedenje, ker jaz zdaj tudi, odkar se pač malo bolj s tem ukvarjam, vidim, kaj mi igralci vse delamo, kar je, naprimer, domena neke duhovnosti oziroma nekih, ne, se mi tudi prestopamo tam v različne realnosti, ne? A to ti pomaga pri vsemu, po mojem. Jaz se vidim, to mi tudi blazno pomaga v vseh odnosih. Ker tudi, kjer bi mogoče me prej kaj razburlo, ne, sem zdaj dosti bolj. Ne, tako sprejemam, se sam nasmehnem, pač drugače, no. To je to, veš, kar si že prej omenila. Ego, ne ego. Ja. Pač jaz ego razumem kot neko, kot da bi imel, zdaj rečemo, imaš eno ogromno hišo ali pa blok in je ful okenc. Ja. In ego razumem kot to okence, skozi katerega jaz gledam življenje. Se pravi, v tem življenju sem si izbrala, si je moja duša izbrala, da gleda čez to okence. In moja vizura je točno taka. In mora biti, zato da ozavestim vse, kar sem prišla ozavestiti in sprejmem vse lekcije in vse. Problem je, ko se začneš s tem oknom poistovečati, ko misliš, da si ti to okno. Ja. In bolj, ko se s tem poistovečaš, močnejši in trši postaja ego. In trdi, samo moj pogled je pravi. Ampak jaz iz tukaj eno stvar vidim popolnoma v drugačni vizuri kot nekdo 10 štukov nad mano. Ja. Ali pa nekdo, ki gleda na uno stran. Torej se moram ves čas zavedati, to je samo moj zorni kot, ker mene uči stvari. Ne? In se mi zdi, da močen ego je pa fora v njemu, da je prepričan, da je samo njegov prav. Ne? Ja. In to je problem. Ja. Ego ni napačen. Ego mora biti zato, da ti sploh uokviriš vse stvari. Ker, lej, če zdaj jaz fliknem vse v lonci in skuham mineštro, ja, bom mineštra, ampak ne bom mogla ozavestiti, kakšen okus ima, naprimer posamično korenček, kakšen okus ima posamično brokoli ali karkoli. In to okence ti pa omogoča točno to, da ti ozavestiš posamične nianse, tiste, ki so tvoji duši namenjene in pomembne zanjo v tem okvirju življenjskem, ki si ga izbrala zdaj okušati. Ne? In se zavedati, da to so pač samo stvari, ki so tebi namenjene, ne da drugim pol dokazuješ svoj prav. Lahko jih podeliš, seveda, Ja. in s tem v bistvu začinjaš to skupno mineštro, ki jo vsi kuhamo. Ne? In to je pol tudi zelo dober odgovor na današnji čas, tako bi ga bilo treba razumeti, ne? Se pol bi nam bilo lažje. Ja. Ne? Ta pritisk in to, kar mi čutimo, se mi zdi, da meni osebno, naprimer, najbolj to, kako mi pozabimo, da mene ne bo nič manj, če bo nekdo drug, mislim, da bo mogoče mene celo več, če bom lahko en drug pogled sprejela. Saj človek ima različne poglede, ki se celo spreminjajo, ne? In ne bojo ostali celo življenje isti. In kolikokrat se meni zgodi, naprimer, tudi, da kaj napišem na Facebook ali pa tudi, imam oddajo, naprimer, Odprta razmerja, ne? In se usuje na una dva, ki jaz sem jih dala samo kot primer, kako lahko živiš, ne? Ali pa predvsem, da se sam sebe vprašaš, kje pa sem jaz tle, oziroma kako pa jaz na to gledam, koliko meni resnica in iskrenost v enem odnosu kaj pomeni, ne? In ne, jaz, naprimer, leteli so komentarji, zdaj pa Zvezdane več ne bomo gledali, ker je to noro, ker je to bolno in ker je to za grozno. Zakaj sem zdaj jaz takega naredila, da mene ne bo nekdo sprejel? Mislim, oziroma jaz ne bi tako hotela gledati na življenje, no? A ne? Ja, zato ker nekam te špikne, ne? Ja. Kjer se ti, ne vem, ali čutiš ogroženega ali kaj in odreagiraš tako. Ja, ampak hočem ti reči, mene sodiš zdaj po tem, kar sem jaz samo nekaj pokazala. Razumeš, mi sodimo nekoga celega, pa in unga človeka lahko zbrišemo iz svojega življenja. Mi sodimo človeka po sebi, nasploh. Ne? Mi sodimo človeka iz svojega ega, mi sodimo človeka tako, kot se nam zdi, mi imamo svoj prav postavljen in jaz po tem, kar se moj prav zdi, tebe sodim. Sploh ne pomislim na to, da imaš ti čist drugi
Prav. Ne, da jaz mogoče to tako gledam, ampak da sem še vedno super človek. Ja, jaz sem to- hočem povedati. Ne? Ja. To je današnji problem današnjega časa. Ja, saj pravim, ali ja. si tako in si na uni strani, ali si tako, pa si na drugi strani, se pravi, s tabo se ne družim. Ne? In spet smo pri tem, instant družba, ker mora vse potekati hitro, vse odločitve hitro. Moraš mi biti všeč ali pa ne všeč. Nimam časa za nekaj vmes, pa za raziskovati. Ne? Tan. In ko mi nisi več všeč, tako grem lahko naprej, pa si najdem nekoga novega. Ja. Tako kupujemo cunje, tako kupujemo čevlje, tako izbiramo partnerje, pak. In pa smo, kjer smo. In smo razdeljeni, ravno zaradi tega je toliko delitev, ker ni možnosti za nič vmes. Ali si to, drugega ni. In smo na barikadah in različni tabori in dretje in zmirjanje. Ne? Ja. Kako pa ti vidiš, mislim, glede na to, da ti verjetno čutiš malo, kam se kaj premika, te realnosti, pa to, kako ti, če bi sam zavohaš kakšno prihodnost? Jaz sama sebi sam rečem, evo, toliko beremo o tem, koliko, ne vem, naš je sposoben kreirati realnost, se reka, zdaj imamo najboljšo možno priložnost. Toliko je dreka, teme, zagonetk, nekih teorij, vsega. Ajde, zdaj pa imamo res možnost, to je, ko bi rekel, magistrska ali pa doktorska naloga. Pokažite, toliko smo pametni vsi, toliko so nas polna usta, ne? Kako mi vse, karkoli odpreš na internetu, vsi imajo neke delavnice manifestiranja, pa levo. Dajmo zdaj zmanifestirati znotraj te teme, dajmo zmanifestirati svetlobo, dajmo zmanifestirati radost. Jaz to jemljem tako, sem sama sebi rekla, to je zdaj moj... Tudi jaz tako, tudi jaz nekako vidim. Ja. In mislim, da je to enkratna priložnost, ker je na koncu res, ker ti se prižigaš in kamor, tako kot je rekel tudi Ogorevc, energija sledi misli. Se pravi, vse to, kar je jaz ta trenutek vidim, se zavedam, da lahko barvam črno, lahko pa svetlobo. Se pravi, tja hočem iti, tja prižgati lučko. Ne? Ti to znaš? Ne. No, ampak že, naprimer, se spomnim, mislim, kadar gre malo slabo me pokliče in pa se malo pogovarjava, malo celo lahko jezen name, ampak v osnovi se ti vedno spremeni tvoje stanje, ne? Jaz, gledam tudi, da si prišel kot gost na podcast, zdaj se trudim, da ne govorim preveč o sebi, nasploh se učim nadzirati. Ego, jaz sem ego zelo začel... Okno, naprimer? Ja, ne, jaz sem začel tudi tako uporabljati. Veliko te stvari, ki jih govoriš, sem jaz v zadnjem letu dojel in moja jeza, ki je bila včasih neizčrpan vir, sem imel jeze, v bistvu postaja... Neizčrpan vir je jeze bil, postaja v bistvu sam en oblaček megle v zraku, ki premine takoj. Tako instantno, ne. Tudi danes, recimo, so imela midva spopad, ki je hitro minil, ne. Ampak ego to... Ja, to je tako. To, da se z nekom lahko skregaš, jaz lahko rečem, povem svoje mnenje, on pove svoje mnenje in da sva mi dva sposobna v roku 5 minut iti čez. Razumeti. Polnim razumevanjem, ne samo zato, da bova nekam odložila pod progo, to je... Ampak to je tle, veš, to je dobra igra. Ampak tle sem imela večinoma zdrav ego, skoraj celo življenje. Veš, to je ta zdrava stvar, ki jo razumeš. Tako kot sem rekla, vsak je individualen, imam možnost ti povedati, kaj si mislim. Nič ne rabim igrati, ker ego je večinoma ti reče, lej, zdaj pa moraš ti nekaj zaigrati, zato da ti njemu dobro zgledaš ali pa da se ti boljš počutiš. Čim pa ti lahko poveš iskreno, kar si misliš in se počutiš, da si slišan, pa ego nima te moči na tabo. Jaz imam tako občutek, nima nobene moči na tabo. Tudi ko te nekdo razjezi, pa ti v bistvu dojameš, da si jezen zaradi tega, ker si ti prišel v situacijo, da te lahko nekdo razjezil. Si imel ti pričakovanja, ali pa si ti kakorkoli, se pravi, vse se je začeli s tebe, tako jaz se zdaj počutam. Mojca je na te vplivala že takrat, ko si bil mehana, ne? Ja, valjda, vsi smo se pogovarjali, da se jaz ne spomnim kot
sonček. Ne vem, zakaj imam tako. To sem ti rekel že parkrat. Ne, Smo da imela imam še tako- kodrce. A? Ja, Ja. Tako sem se vedno predstavljal. Ja, valjda. Si zato pa pravim, da tudi ful rad poslušam, ker ti nekako malo bolj zaupam. Jaz ne glede na to, da se ukvarjava s temi stvarmi z Kaj pa to mano. zaupanje? Zaradi česa se odločimo, da tebi zaupamo, enemu pa ne? Kaj je to? To me zadnje čase, sta mi že dva prijatelja omenila in sta rekla, veš, koliko ljudi nama je reklo, oba sta igralca iz teatra, da jim grejo te teme na živce, da ne verjamejo, da jim grejo te ljudje, ki o tem govorijo, blazno na živce, ampak da jih zdaj jezi še toliko bolj dejstvo, da tebi pa verjamejo. Ja, res je to. Ne vem, jaz potem sem rekla, moja edina neka logična razlaga je ta, da ne govorim, pač jaz nikoli ne govorim o stvareh, ki jih preberem, ampak govorim samo iz lastne izkušnje. In srečem, mogoče je stvar tega, ker je to nekaj, kar sem jaz ozavestila, kar je moje in je ta vibracija, čeprav je potem en najin kolega igralski spet rekel, ne, rekel, vse je cel kup ljudi, ki govorijo o lastni izkušnji, pa ne pride. Ne vem. Ja, ker se spomniš, preden sva midve imeli oddajo, sva se obedve spraševali, oziroma jaz sem bila, sva se spraševali, ker poznava tudi najin igralski svet, ki je zelo odklonilen do tega, ne? Mi delamo z energijami, mi z vsem tem delamo, naprimer, ampak nas so tako vzgajali, razum, sam to, analiza teksta, a ni tako. Ja. In ne, so sprejeli in jaz vse nisem slišala kakšnih negativnih. Ti si ne, tudi ne. Ne. In tudi nobenega, kako bi rekel, nič dejanja ali pa kaj, se mi znamo tudi, naprimer, zelo akademsko se obnašati do nekih stvari, ne. Tako da, lej, sam še povej, si želiš kakšnih vlog v filmu, več gledališča, ali je to točno tako pravljice, pisanje, duhovno? Jaz imam zelo močno to vodilo, že leta, da pride točno tisto, kar mora priti. Tako da nikoli v resnici nisem zares gojila. Tako mi je bilo prav čudno, ko me je kdo vprašal, si ful želiš igrati ono, in pa sem vedno imela občutek, moj bog, a sem jaz ful premalo ambiciozna, ampak ne, tako, ker imam občutek, tisto, kar ima za priti, itak pride in se veselim, ful sem odprta za stvari, tako si rečem, naj pridejo zadeve, ki mi bojo navdihujoče, ampak nimam pa nobenih tako, da bi gojila neke plane ali pa imela ful neke želje. No, to se pravi. Danes si nam natrosla toliko modrosti. Eno bom res zapomnila, vem, da nič ne vem in da je to dobro izhodišče. Tako da, evo, hvala ti, love you, do neba in nazaj. Yes. Hvala vama. Se vidimo naslednjič v drugih vlogah. Ne, Kaj pa če jaz prijem k vama enkrat, ne, da ste vidve, pa mene sprašujete. Ne, se mi bomo delali skupne projekte, tudi kakšne delavnice, a ne, Mojca? Dajmo. Ja, letos, naslednje leto bo kar orenk. Mi da imamo že kar ene par stvari pripravljenih. Istočnic in pa bomo imeli tukaj za to mizo sestanke in bomo že videli, že vidimo. Ok, hvala, pa, čau! Čau.